Dober dan, lepo pozdravljeni obiskovalci festivala stripa Tinta. Začenjamo z našim popoldanskim programom in tukaj se že zelo spretno pripravlja Gašper Kranjc, ki je lanskoletni prejemnik nagrade Zlati repec za najboljši domači strip za odrasle. To nagrado je dobil za svoj prvi založniški prvenec, bomo rekli, pravzaprav njegov prvenec Ride je izšel v samozaložbi. Je res? Ja, tako. No, lani pa je potem izdal Mestne ptice pri založbi Vigevage knjige in letos nas čaka nadaljevanje oziroma ali bo res nadaljevanje ali nova zgodba, nam bo Gašper povedal danes, ko nam bo razložil, kako se pravzaprav loteva stripa. Gašper je sicer samouk, tako da mogoče tudi tisti, ki se boste kasneje odločali še, kaj boste šli študirati ali v katero šolo boste šli, lahko vidite, da se da tudi iz drugih smeri preiti na strip. Tako da Gašper, hvala lepa, da si z nami in da boš pokazal svoje mojstrstvo. Gašper je namreč zdaj ravno tik pred oddajo stripa, ki bo prišel enkrat proti koncu leta že ven in pravzaprav prav tako pri založbi Vigevage knjige, tako da danes boste pravzaprav prvi, ki boste lahko v živo videli, kaj se pripravlja. No, Gašper, hvala ti, da si prišel danes in hvala tudi vam, da ste se udeležili pogovora. Pa seveda, če hočete videti njegov prejšnji strip z stojnico od Vigevage knjige, je ravno tukaj nasproti vhoda. Gašper, oder je tvoj. Hvala, Pija. Torej, moje ime je Gašper Kranjc. Vse, kar je Pija povedala, ne bom zdaj ponavljal. Rišem stripe, tudi ilustriram kakšne druge stvari, ampak danes se ne bomo pogovarjali o ilustraciji, ampak o stripu. Hvala vsem za udeležbo, jaz upam, da vam bo zanimivo to, kar vam zapovedati. Prvo bi vprašal, če je kdo med vami, ko bi želel ali pa ima željo biti risar stripov. Ne, najti ne bo, saj tako je ponovadi. Torej, kako bo danes izgledalo, nimamo nekaj ful časa v 45 minutah oziroma 40 minutah, dobrih 40 minutah. Ne moramo zdaj odkrivati nekih hudih skrivnosti risanja stripov, ampak bom v bistvu razložil par stvari, kako jaz načrtujem strip, pa pol kako to izgleda, ko gre v izdelavo približno. Tako da bomo šli od čist samega spočetja zgodbe na hitro, pa do tega, kako zgodbo dati v strip oziroma jo spremeniti, da je zanimiva v stripu. Pa pol kako skiciram, pa to približno, ker nimam nekih ful drugačnih metod, ko pa je klasika, torej skica, tuš pa barva. Ok, te pa kar gremo, samo da si to naštivam nekaj. V glavnem, to je ena skica iz Mestnih ptic. Kot vidite, je zelo groba. Oziroma nekdo bi rekel, da v bistvu ni, ampak to je čisto od vsakega posameznika odvisno. Ta skica mi je tudi služila kot storyboard. Storyboard je zgodboris, ali pa Američani radi uporabljajo besedo thumbnailing, zato ker so to sličice, ki so v bistvu velikosti palca in služijo postavitvi samega stripa. Zdaj, da prijemo do postavitve samega stripa, rabimo prvo seveda zgodbo. In ko imaš enkrat zgodbo, jo moraš nekod spraviti v eno tako obliko, ko je primerna za to, da lahko narediš po njej strip. In če se sam lotiš zgodbe, je dosti bolj enostavno, ko pa če imaš nekoga, ko ti piše scenarij.
zato ker lahko praktično greš skozi cel proces, brez da napišeš scenarij, klasičen scenarij za strip. Ponavadi klasični scenarij za strip izgleda tako, da imaš na A4 formatu napis stran 1 in pol imaš za vsako panelo posebej opis panele in pol pod opisom panele, torej tega kvadratka, kot jih vidite tu, to so panele, temu jaz rečem panele. So opisi panel in pol dialogi od spod, če so dialogi. Zdaj v tem primeru tu mislim, da je zelo malo dialoga, ja. Ampak to je ponavadi klasika, torej katera stran, koliko je panel in pol vsaka panela posebej ima svoj odsek. In to so klasični scenariji. Zdaj jaz sam ne delam na tak način, ampak delam na dosti bolj dinamičen, za mene dinamičen način, in sicer, da imam sam opise strani. To pomeni, da za vsako stran posebej napišem, kaj se na kateri strani zgodi. Torej, izgleda v bistvu tako nek tak spisek nakupovalni, samo da je vsaka številka, pač imam 2 stavka, recimo. Naprimer, na tej strani bi pisalo, da gospa odpira hladilnik in je sendvič od zunaj sovrane. In to so bolj kot ne zapiski za mene, zato ker jaz imam itak že zgodbo v glavi. In ko imaš enkrat zgodbo v glavi in delaš te zapiske, je v bistvu ful simple narediti, preprosto za splanirati cel strip. Ampak težava pri tem nastane, ko imaš bolj kompleksno zgodbo, kar se mi je pa zgodilo letos, ko delam Vaške ptice, ker je več timelineov, imamo preteklost, imamo sedanjost in dosti več pogovorov in znajo pol nastati težave, tako je to, da nimaš dovolj prostora za dialoge. Če imaš zgodboris že vnaprej narejen brez dialogov. Zato je fajn splanirati strip na tak način, da se vse na koncu ujema. In laže je, če imaš ful dialogov in ful bolj kompleksno zgodbo, da si napišeš en tak klasični scenarij. To je v bistvu cilj, ko ga imam za naslednje stvari, ko jih bom delal, zato ker sem ugotovil, da je dosti laže. Sploh, če delaš ful dolge stvari, tako recimo del od 20 strani. Torej, zdaj sem malo šel vse posod, ampak gremo čisto lepo od začetka. Prvo je ideja v zgodbi in pol se iz te ideje rodi ena celota. Imaš nek začetek in imaš nek konc. Zdaj ne bomo šli v pravila pisanja scenarijev oziroma zgodb, ker jaz nisem najbolj vešč tega, pač vem toliko, da lahko delam svoje stvari. Ampak v osnovi je tako, da ko imaš enkrat neko zgodbo v glavi, pa ko jo probaš narediti prvi, recimo temu pitch ali pa ne pitch, draft, jaz ne vem, kako se temu reče v slovenščini, teda se opravičujem. Je fajn vedeti pač res te osnove, tako je začetek, pa neka sredina, pa pol konc. Torej na tretjine razdeliti zgodbo. Jaz jo ponavadi dam približno na tretjine. In nekje v prvi tretjini bi mogli vedeti približno, v čem se bo šel strip. Torej v prvi tretjini postavimo neka vprašanja, ko pol odgovorimo na drugih 2 tretjinah na njih, ali pa recimo v prvi polovici, ampak najboljše je, da v prvi tretjini res pokažemo bralcu, v čem se bo šel strip, da približno vemo, zato ker čakati do, ne vem,
čez polovico iti, pa čakati, da bomo zvedeli, o čem se bo šel strip, pol bralec lahko zgubi interes. Tako da, če to naredimo v prvi tretjini, je pol ful laže reševati stvari na koncu. Jaz delam na tak način, da mi je fajn, če vem konc. Eni ljudje delajo na način, da sploh ne vejo konca in pol zadevo pišejo toliko cajta, da se jim konc odkrije. Jaz ne morem na tak način delati, ker ne funkcioniram na tak način in moram vedeti, kako se bo zadeva končala in pol vmes zapolnim tiste praznine, kolikor dobro lahko. In ko imam recimo scenarij narejen, se lotim, zdaj bom pokazal nekaj, ko sicer ne bi smel. Nič ne de, se ne boste videli točno, kaj se dogaja. Ja, v redu. Pol se lotim, ko imam pač napisano zgodbo, približno, tako sem vam povedal po številkah, prva stran opis strani, pa pol druga stran opis strani, se lotim izrisa tega zgodborisa. Zelo fajn je, če imate pri zgodborisu samemu, pri thumbnailanju, eno tako strukturo, tako je tu. Torej, ki je prva stran in pol, kako si sledijo strani dol. Zdaj, zakaj je pomembna taka struktura? Najbolj enostavno je to, da vidimo, kako se bo strip bral, kje se bojo strani obračale, kje se bo zgodil ta prelom strani, kje se zgodijo pomembni dogodki in da vemo približno, kako stvar teče. Pač ne morem tega ful kazati, ker so to stvari, na hitro bom zdaj sam poskrolil, ampak tako približno izgleda, no. To je strip, ki je praktično za brati že. Zdaj, če se boste kadarkoli sami lotili stripa, je tako, da ne rabi biti toliko detaljno. To jaz delam predvsem zato, ker rabijo na založbi videti, preden da jaz oddam strip. Rabijo videti, kako gre zgodba, to pride do urednice, do Anje in ona pol to prebere ene parkrat in mi pove, či vse štima dramaturško in mi da zeleno luč, ko je vsega fertik, da lahko jaz se lotim in začnem delati na končni risbi. Tudi za mene je super, da imam cel strip narejen, zato ker je to najtežji del pri stripu, je sam zgodboris. Ker tu se zgodi vso planiranje stripa, vse planiranje strani, tu postavljamo v bistvu kompozicijo, koliko panelov je na kako stran, tako sem prej rekel, kje se zgodijo te page breaki, prelomi strani. Zdaj, ne vem, če veste, kaj je page break. To je v bistvu, ko greš iz... To je, mislim, da je jasno, tule je leva in desna stran. Ful bi imel neko kazalo, da bi lahko kazal, sam nimam, žal. Leva in desna stran in pol, ko priješ do konca desne strani, obrneš list. In to je zelo pomembno pri stripu, zato ker lahko gradiš suspenz na tak način, ker ne pokažeš, recimo, kaj se zgodi na naslednji strani. To lahko služi, tako je recimo, kazalo. Te bom kar vstal. Nice. Se pravi, tu obrnemo list in gremo pol na naslednjo
stran. In ponovadi te stvari ponudimo zato, da lahko pokažemo nekaj, kar smo hoteli, da ostane prej skrito. In pol, ko bralec obrne list, je ali nova scena, takrat je ponovadi pomembno za ta page break, da ne dajemo nove scene na isto stran, ne, da bi recimo bilo, da bi se tu ali pa na naslednji zgodil nek preobrat težek. Recimo tu se zgodi ta scena in pol na naslednji strani je nekje v drugem času, na drugem mestu, neki čist drugi liki. To zna pol bralca malo zmest. Tako da thumbnaili, ta zgodboris je ful pomemben za to, da cel strip splaniramo. In tudi pomembno je, kako zadeve izgledajo, ko jih imaš pred sabo, kako delujejo, a so uravnovešene, a je kompozicija štima, a se od bralca oko znajde na strani. Recimo, ko govorimo o tem, kako bralca potegnemo, da prebere cel strip, tako mi hočemo, ne. To delamo predvsem pri zgodborisu. In to je recimo, jaz sem hotel, da tu gre od te gore do domačije, do tega jahača in pol avtomatsko dol na konja in na vrane. In pol, ko vrane odletijo, nas more nekod potegniti naprej na jahača. Zato je ta jahač tako skoraj ukverjen. In tu je z namenom ta sevina, zato da lahko od te vrane gremo dol na ta vrata, ko so izolirana od te beline, in to je recimo čist osnova, kako približno bralca peljati čez stran. Isto na podoben način je tu, na naslednji strani. Tu je že pol malo bolj vidno, kako sem se s tem igral, pač s temi krivuljami, kako potegniti bralca čez to vrstico, pa pol dol, pa to malo tega vijuganja in to. In če imamo, pač če delamo strip, je to nujno potrebno za izdelavo stripa, torej zgodboris. To je, ko imaš scenarij, pa pol, ko se lotiš samega risanja, je ful fajn, res toplo priporočam imeti zgodboris. Zato, ker tudi v zgodborisu pol lahko stvari popravljaš, spreminjaš, ko dejansko vidiš v grobem strip že narejen, in lahko popraviš določene stvari, ko bi pol kasneje bilo ful težje popravljati. Ker enkrat, ko že imaš narejen strip, ko je že vse zrisano, ko je vse pobarvano, ko so oblački že dani gor in pogruntaš, da tu manjka ena stran, zato ker ne štima dramaturško, in moraš pol to notri tišati in ti malo razbije te page breake in ta presenečenja. Zato ker kar naenkrat pol imaš, ko daš eno stran v strip vmes, se ti pol vse premakne naprej in kjer si imel prej vse lepo naštimano, se ti vse podre in moraš pol na silo tišati še eno stran, kar ni nujno najboljš, ampak če je treba popraviti. V glavnem, tako izgleda približno moj zgodboris. Zdaj pa, seveda, ko je enkrat narejeno to, ko je zgodboris narejen, se lahko lotimo skic. In moje skice izgledajo tako. Probam ujeti neko obliko, gibanje, nič posebnega v bistvu. Po pa grem na tuš, jaz seveda delam vse digitalno, tako da je tuš tu digitalen, jaz mu rečem tuš, zato ker pač sem se tako naučil. Ampak pri meni tuš pri mesnih pticah in pri vaških pticah
ni ful nasičen z črninami, ker ni tak strip in se mi ne zdi, da bi bilo ful fajn dajati ful črnin, zato ker je žanr nekot mi ne paše. Ampak valjda dam tam, kjer se mi zdi. Pri vranah ful rad dajem črnine, zato ker vrane imajo ful črnega. In to je recimo barva. Pri sebi jaz uporabljam dost nenasičene barve. Nekdo mi je enkrat na enem pogovoru rekel, da so v molu barve, kar se mi je kar dopadlo. Tako da, ja, in to pol dodam še oblačke na koncu. Tu je seveda jih bilo zelo simpel dodati, zato ker ni skoraj nič teksta, minimalno. Tu isto skica, kot vidite, zelo res groba, nič posebnega. Pol sem dosti spreminjal, prestavljal. To je recimo prednost digitalnega, da lahko zelo preprosto spreminjaš stvari, popravljaš, ni nekega rezanja ven, pa lepljenja, pa to, kar je ponavadi se poslužuje ljudje, ko delajo stvari na papir. Vzamejo žiletke, pa režejo ven stvari, ko jih motijo, pa pol na novo narišejo, pa prilimajo not. Pri digitalnem ne rabiš tega delati, ker je praktično vse lahko popraviš, Ctrl+Z vedno reši stvar, sploh če se mudi. In to pa spet barve in tekst. Zdaj, kar se tiče teksta, je tako, da stran je, po moje, strip stran je sestavljena iz risbe, teksta pa zvočnih efektov. In to vse paše na stran. In to mora vse sodelovati kot celota. In celotna stran mora biti ok kompozicija, ne samo posamežne panele, ampak celotna stran mora funkcionirati. Zdaj eksperimentiranje, tako sem jaz tu recimo prelomil te okvirčke z likom in psom. To seveda ni vedno fajn delati, ampak jaz sem pri Mestnih pticah probal čim več eksperimentirati, sem si dal duška, mogoče včasih celo preveč kje, ampak mi je naredil pol stran, ko v bistvu se nič ne zgodi, dosti bolj dinamično. In dosti bolj zabavno za gledati, ne. To je pol naslednja, ko sem se ful igral s temi oblikami Plave lagune, tam v Bežigradu, da sem lahko naredil eno tako meni osebno cool kompozicijo, ki sem jo pol seveda tudi dosti spremenil. Tu pol spet barve in ja, to je to. Ful me skrbi, da bo premalo časa. Da mogoče malo hitim. Zdaj bom pa pokazal nekaj, kar v bistvu ne bi smel, ampak spet še ena stvar, ko je ne bi smel. Ja, to so pa zdaj od ta nove knjige, ko je trenutno v fazi korektur in to, kar sem prej razlagal, da se ti zgodi pol na koncu to, da moraš vstavljati strani, to se mi pravkar dogaja pač. Da moram vstavljati strani not, ampak valjda, ker smo profesionalci, bomo to rešili. In to se vse seveda dela zato, da je zgodba boljša. Da ne boste mislili, da jamram ali pa kaj. To so vse stvari, ko so del procesa izdelave stripa. Popravljaš na koncu, kolikor imaš časa in v tistem času probaš čim več stvari popraviti, ko je strip že narejen. Zato, da je bralec, ko dobi izdelek v roke, je zadovoljen in lahko v miru prebere brez zapletov.
To je recimo bil tak zelo grob zgodboris. To mislim, da sem celo na iPad narisal. In tu je res pomembno samo to, da se vidi, kaj se zgodi na strani. To so recimo taki čist klasični thumbnaili. Eni ljudje grejo celo tako daleč, da dajo neke okvirne barve not, pa pol, če imajo dosti črnin, dajo tudi črnine. Jaz jih seveda nimam, kar boste tudi zdaj videli. In tako izgleda pol moja skica. Iz tega zgodborisa na skico. In tu pri skici dosti stvari še vedno nastavljam, popravljam, tako sta recimo te dve, druga in tretja panela. Sem jih tu popravil, dorisal, zato ker problem je, da včasih, ko si sam na stripu, tako sem jaz pač, ko imaš vse zgodbo, ilustracijo, barve, da si včasih premalo skiciraš, zato ker misliš, itak bom to pol ven iz glave potegnil in bom že neko rešil, ne, bom naredil ful hitro skico in pol ugotoviš, da ravno na tisti paneli največ časa zgubiš, zato ker se pol ukvarjaš s tem, da bi na pamet risal s tušom, direkt brez skice neko ozadje, tako sem recimo tu je bil plan tak, ampak sem pol ugotovil, da ne, to ne bo kul. In tu sem pač hotel, da je dosti monotono, zato ker je tudi vzdušje monotono. To je poletje in človek ima neke težave, Ambrož ima težave in si kuha čaj. To je vse, kar se zgodi tu. To je recimo pol tuš, tak res čist tuš, ni nič kaj preveč. Tu se pol na četrti se dejansko vidi, da sem, se dejansko vidi, da delam na layerjih in se s tem ne obremenjujem preveč, ker itak pol z barvami maskiram čez, tako je recimo tu. Zdaj pri temu zgodborisu sem imel že oblačke vnaprej narejene, pri vaških recimo jih nisem imel, zato ker se mi ni zdelo potrebno, ampak sem pol skozi proces izdelave mestnih sem ugotovil, da bi bilo fajn imeti vnaprej oblačke, zato ker sem se naučil, da pač, tako sem prej rekel, so oblački del strani, oblaček ni nek poseben element, ko ga daš pol na konec, ampak mora funkcionirati, mora biti v simbiozi z risbo. Torej mora biti na pravilnih mestih, približno, kakor se le da, postavljen na tak način, da se enostavno bere. Ne rata mi vedno, ampak poskušam, da mi rata. Teda tu seveda je pač en oblaček, teda tu bi lahko bil tudi malo više ali pa levo ali pa bolj desno. To je pa pol barva. V vaških pticah sem šel ponekod dosti grafično, zato ker mi je bolj pasalo, dosti preprosto. Tu edina stvar, ko mogoče izstopa, je ta para iz čaja. To je vse. Zdaj sem opazil, da se mi čaj kuha tam. Nisem dal vrečke ven. Okej. Ja. To je pa recimo ena stvar, ko sem se jo lotil pri vaških pticah, in sicer ena kmetija se skozi ponavlja in sem jo imel v glavi cel cajt, kako bo izgledala, in sem si pol rekel, okej, za referenco ne bom dobil nobene take, ko sem si jo jaz zamislil, torej si jo bom naredil. In potem sem vzel Google SketchUp, se ne vem, kako se mu točno reče, in sem si narisal kmetijo, zato da jo imam za referenco. Jo lahko obračam, kakor jo hočem, in eksportam pol v JPG in jo imam namesto fotke za referenco. Zato ker skozi na pamet risati kmetijo je malo težje, zakaj si ne bi pomagal z 3D programom. In
sem v bistvu začel ful posluževati tega, ker je tudi hitreje pol za samo izdelavo. To je recimo pol sem jo narisal po referenci, približno, kako bo izgledala pol res taka groba skica, ko bo na straneh. To je bila ta konceptna risba enega izmed likov iz Vaških ptic. To isto, babica pa vnuk, ko nastopajo, ki sem jih sicer pol ful spremenil. Vnuku sem dal šuhe, oziroma čevlje, pa dolge hlače, da ga ne bo zeblo. Babica je dosti podobna, ko je vstala. Da ne vem zdaj kaj. Ja. V glavnem, zdaj bom pokazal za 5 sekund eno stran. Na hiter. Upam, da ne bo kdo videl. To je končana stran, valjda brez teksta, zato ker ne smete videti. Ampak sem rekel, ajde, to lahko pokažem, itak ne bo noben vedel točno, za kaj se gre. Ve se, da se strip dogaja pač tudi v preteklosti, tako da zakaj to kažem? Zato, ker sem se v bistvu posluževal drugačnih oblačkov, potisnil sem jih v živ rob in pol naredil tako, da v bistvu se ne vidi roba oblačka, ko sem jih dal v živ rob, kar se meni osebno zmeraj bolj dopade in to, da so pravilnih oblik, se mi tudi zmeraj bolj dopade. Plus, naredil sem eno stvar, ko je še nikoli prej nisem, in sicer, da sem dal oblačke in sicer tu na tretji paneli, tu sem jih dal v prostor, v bistvu, na nek način. In sem jih dal pod vrano, kar se mi je pol zdelo strašno fajn, ampak to je bila res ena instanca, ko sem to uporabil, ker si ful še ne upam, ne vem čisto točno, kdaj to uporabiti, ampak se mi je zdelo strašno zanimivo in tu mi dejansko paše. To ste zdaj videli malo več kot 5 sekund. In to je to. Zdaj imamo še dobrih 5 minut, tako da bi dal čas za vprašanja, če ima kdo kako vprašanje. Kakršnokoli vprašanje. Bilo kaj, da vas zanima. Kar pogumno. Ja. Ja. Aha, možno, veš kaj, možno tako izgleda. Hvala. Ja, mislim to, ja. 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 Ja, okej, ja, štekam, kaj hočeš povedati. Hvala. Ja, itak, ja. Mislim, cool. Nobenega vprašanja? Ja. A bi me rajši opozoril na kaj? Ja. Ja, zgodboris. Ja. Ja, veš, jaz v bistvu se lotim na tak način, da ko imam te opise strani, si pol zraven včasih naredim tudi kake stvari, ko jih direkt vidim, da se eno panelo recimo na hitro zrišem. Zdaj nimam nič tu s sabo, da bi pokazal to, ampak ponovaj si naredim take res mini skice. Ene strani nimam blage veze, kaj bo na strani. Pač približno vem, kaj se mora zgoditi, to si zapišem
In pol, ko prijem na stran, ko jo moram postaviti, je ful težko mi. In ponovadi grem pol na prvo žogo, ker drugače ne moreš. In pol ko imam enkrat na prvo žogo narejeno, najbolj basic postavitev, jo pol grem malo bolj dinamično delati in tako da je pol kompozicijsko vse štima. Ja, to lahko. Ja, pač, če imaš nekaj v glavi, ko veš, da bo funkcioniralo, pa ko imaš od samega začetka, pol je to, pol greš in to narišeš. Če pa nimaš, pa pol probavaš, pa luščiš ven, v bistvu iščeš risbo, skozi iščeš risbo. In lahko v neskončnost lahko tisto risbo iščeš, ampak enkrat ti mora biti, ok, to je zdaj to, ne. Enkrat se moraš ustaviti. In to je tudi pri skici, pri končni risbi, pri barvanju. Tako da, ja, tudi to je, zato so te zgodborisi ful najtežje, zato ker moraš res napenjati možgane. Sploh, ko imaš več kot 70 strani, je to vsako stran res zanimivo, sploh, če so talking heads pages, to so pač strani, kjer folk ful govori, kjer so sami dialogi, kar je zdaj v Vaških pticah dost bo tega, zato ker je zgodba taka. In probaš narediti čim bolj zanimivo tudi to, ne. In pol včasih pri strani 60, ko si jih že 20 narisal, dost podobnih, si tako, kaj naj zdaj naredim in kako naj zdaj še obrnem, da bo zanimivo, pa da bo kompozicijsko štimalo. Včasih je kar izziv, no, ampak je pol nagrada toliko večja, ko ti končno rata spraviti skup stran, ko imaš stran končano in ko jo pogledaš in ko ti štima, je to ful lepa nagrada. Zdaj eno stvar sem še pozabil povedati, in sicer pri samem planiranju strani je tako, da more stvar ful težko je razložiti. Mora biti tako nek komad, glasba. Celoten strip mora izgledati tako neka glasba. Torej mora imeti, to smo seveda, se vrnemo nazaj thumbnailom, mora imeti nek vrhunc pa pol umiritev, ne. In tako jaz postavljam ponovadi te thumbnaile in zgodbe in tudi koliko število panel, ko jih uporabljam, koliko jih dam na vsako stvar, gledam tudi na to, pač, da recimo stopnjujem in včasih malo sprostim zadevo in tam, ko hočem, da se bralec malo spočije, dam ful večje panele, mogoče kake stvari, da zadevo umirijo in pol, ko hočem, da se spet nabilda, počasi zgradim spet in to jaz gledam na to, na tak način, glasbeno, ker mi je tako najlažje razumeti zadevo. Tako da lahko, ko boste delali, planirali, lahko tudi na to malo gledate, ne. Da niso vse strani našopane z ful panelami in da bralec mora samo brati skozi in se pol pri 20 strani že čisto trudi in mu ni več, ne. Mora biti tekoče, mora biti enostavno pa lahko. Še kako vprašanje? Okej. Ja. Ne, se pol popravi celotna stvar. Jaz ponavadi grem, napišem prvi ta draft in pol grem čez in se v roku 2 dneh spomnim boljših stvari, pa jih dam not, ne. Teda to je vse, pač scenarij in zgodboris, to je vse en tak načrt za strip. In ko enkrat to štima, ko veš, da štima, pa ko ti še urednica reče, to je v redu, good to go, pol se še lotim risanja. Jaz pred tem mesece in mesece včasih porabim za to, da napišem zgodbo, neprespane noči, zato ker se obračam v posli in razmišljam samo o tem,
ene izseke iz stripa, ne. In jih skozi ponavljam v glavi, tudi vizualiziram si vse stvari in to. In pol, ko prije čas, da imam ono zgodbo približno, se lotim, se usedem in napišem in grem ene 3x čez in še pol popravljam in dodajam in spreminjam in mečem ven. Stvar, ko sem jo skozi poslušal, je bila, mislim, da Kill Your Darlings. Pač, treba je, jaz sem imel toliko enih stvari net v Vaških pticah, da sem jih 70% sem jih dal stran, zato ker je bilo too much, ker bi pol lahko naredil 300 strani stripa, kar je pač nemogoče bi rabo, ne vem, 3 leta, da bi to delal. Tako da res ful pomembno je, najbolj pomembna stvar pri stripu je to, da fajn splaniraš zadevo. Ker se pol kasneje izogneš ful enim težavam. In to je po moje lahko tudi zaključna misel. Fajn planirajte stripe. A je še kako vprašanje? Ne, neče več vprašanje, nimamo več časa. Najlepša hvala za obisk. Ja, to je to. Čau.